Že tukaj Valentin. Tokrat bom govoril o holografski kinetiki. To je način zdravljenja ali terapije, ki je osnovan na osnovi starodavnega aboriginskega izročila, torej avstralskih domorodcev, in ga je razvil določen gospod, ki je sicer belec, ampak je imel v zgodnjem otroštvu stik z tem starodavnim znanjem, ki so ga sicer belci želeli izničiti, torej prekiniti aboriginsko tradicijo in to starodavno znanje. Kaj torej holografska kinetika omogoča, kako lahko ljudem pomaga na tem svetu, glede česa? Tukaj gre za zelo kompleksno metodo terapije in razumevanja, kaj je življenje, kako življenje deluje, kako to vesolje deluje. Zato se bom v tem videoposnetku dotaknil samo določenih manjših podrobnosti. Kdor bo želel več zvedeti o tem, pa si lahko potem ogleda na spletni strani holografske kinetike, kaj vse je s tem povezano, in tudi intervjuje, ki razlagajo ostale stvari iz ust tega gospoda, ki je to, recimo, blagovno znamko izumil te terapije. Ta gospod razlaga, da aborigini so razumeli oziroma razumejo, kako obstaja nevidni svet in vidni svet in kako se vse, kar je trenutno manifestirano v tem vidnem svetu, nanaša na neko zasnovo, ki je bila predhodna v nevidnem svetu. Vse, kar trenutno obstaja, je torej rezultat preteklosti, in sicer določenih namenov, misli, hotenj ljudi in drugih bitij iz preteklosti, ki so imela ta namen. In razlaga tudi seveda o reinkarnaciji, kako se vzorci iz preteklih življenj prenašajo v naša trenutna življenja in kako smo ljudje v trenutnem življenju pogosto v odnosih z določenimi drugimi ljudmi, z katerimi smo igrali določene podobne medsebojne odnose v prejšnjih življenjih. Kako se recimo določene zamere, sovraštvo, travme, ki smo jih doživeli v prejšnjih življenjih, odražajo v sedanjem življenju. In ta metoda terapije je taka, da ko pride nek človek k terapevtu, ki ima določeno travmo, problem, neko situacijo, ki si jo v trenutnem življenju ne zna pojasniti, da ga begajo določene misli, da ima določeno obsedenost, kakšne zdravstvene težave, ki jih sodobna medicina ne zna odpraviti in pojasniti, ali kakšne nočne more, ali kakšen občutek v telesu, kroničen. Potem pride k takemu terapevtu in terapevt ga položi na mizo in se potem poveže z njegovim duhom. V angleščini se temu reče spirit. Torej, to je primarno bitje, ki je utelešeno v telesu in ki pač je stalno se skozi reinkarnacije, je tista stalnica. Kajti človeški duh ima to zmožnost, da si zapomni vse, kar se je zgodilo v preteklih življenjih,
in ta terapevt je zmožen navezati stik z tem duhom in z njim komunicirati, ga torej neposredno nagovoriti. V sebi torej smo mi kot ta duh, kot primarno živo bitje, ki vemo, kaj se dogaja z nami, ampak nekako se skrivamo pred samim sabo. Si lažemo glede tega, da vemo, zakaj stvari so take, kot so, in se pretvarjamo, da smo izgubili spomin in igramo določeno vlogo na tem svetu. Nekaj takega, neka podobna terapevtska metoda je tudi v povezavi z knjigami Michaela Newtona, regresoterapevta. To so knjige z imenom Usoda duš, potovanje duš. On je nekako na znanstveni način dokazal, z materialnimi dokazi, obstoj reinkarnacije in potem tudi razvil to metodo, da človek pride in se spomni prejšnjih življenj. Jaz sem tudi šel na hipnotično regresijo k eni slovenski terapevtki in sem ozavestil 2 svoji prejšnji življenji. Nisem si pa potem znal na ta način pojasniti, kaj naj zdaj naredim za temi spomini. V prejšnjih življenjih sem videl, da sem v določenih odnosih bil z osebami, ki so se v mojem družinskem krogu v sedanjem življenju inkarnirani in da imamo določene travmatične medsebojne odnose, torej da imamo določene zamere, konflikte in lahko sem seveda pojasnil, da iz teh prejšnjih življenj so se te odnose prezrcarili. Nisem pa vedel, kako jih pa razrešim, kaj naj naredim s temu. In ta terapevtska metoda, holografska kinetika, pomaga, da človek nekako razreši te stare naveze, zamere, travme in da se razbremeni. In vse skupaj deluje na osnovi razumevanja, da je vse hologram in da je čas dimenzija, ki jo v različnih dimenzijah obstoja dojemamo drugače. Recimo v tej zemeljski dimenziji gre čas zelo počasi. V nefizičnem svetu, torej v naših mislih, v našem duhu, pa imamo takojšen stik z celotno zgodovino našega obstoja. In podobno delamo tudi pri Destiny z metodo samoodpuščanja in samoanalize lastnih miselnih vzorcev, kot se lahko vsak nauči za tečaji Destiny Eye Process oziroma uvodnim brezplačnim tečajem Deep Light, kjer človek pravzaprav ne rabi nekega zunanjega terapevta, ampak razvije to sposobnost, da se direktno, neposredno povežeš z svojim bitjem, z svojim duhom in razviješ potem to samoiskrenost, da si priznaš, kaj se dejansko dogajalo v preteklosti in potem si odpustiš določene vezi iz preteklosti, prevzameš polno odgovornost za vso tvojo stvaritev, sodelovanje v preteklih dogodkih. Kdor bi torej rad bolj spoznal to tehniko, naj me kontaktira preko spletnih socialnih omrežij. Valentin Rozman je moje ime in lahko potem pokažem tudi z lastnimi primeri, za svojim lastnim spletnim dnevnikom, kako lahko vsak preobrazi preteklost, vse pretekle travmatične izkušnje, da se na ta način potem popravi trenutna dimenzija obstoja in da človek lahko zaživi tukaj
sproščen, osvobojen, lahkoten in kreira realnost tako, kot si jo vsi skupaj želimo. Da je v skupnem interesu vseh živih bitij, da živimo kot enakovredna, enakopravna bitja na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. Hvala za posluh in nasvidenje.